Carival, bi kar mogoče začela z odlomkom, tako nekako sva se menila zaradi vtisa za tiste, ki romana še niso prebrali, pa mogoče potem pogovor nekoliko bolj plastično spremljati. Dobar dan, vsem hvala, ker ste prišli na najmanj pogovor, oziroma na predstavitev romana, takole. Večerje in mi trije sedimo, večerjamo. Tako redko gre skupaj za mizo tata na moji desni in mama na levi. Jaz na vrhu mize s pogledom proti oknu, jemo umirjeno in starši se pogovarjajo. Niso pogostokrat takole oglašeno med seboj izmenjavali stavkov. O ljudeh govorijo, o noni in onotu, o maminem starejšem bratu, njegovi ženi in o mojem bratrancu. V stanovanju je neobičajna tišina. Jem rižno mleko in usta so polna. Ko sem bil majhen, manjši kot si ti sedaj, pa tudi, ko sem bil nekaj res starejši kot ti, sem spal pri noni v njeni posteli. Za 4 brate in sestre v sobi staršev ni bilo dovolj prostora. Ti spiš pri nama samo zjutraj, jaz pa sem ležal pri njej vso noč. Nona je bila priklenjena na ležanje, ni zmogla hoditi. Stokala je od bolečin. Do mene pa je bila vedno prijazna. Imela me je rada in ko sva ležala, me je svojim telesom grela in grel se me tudi jaz. Zjutraj sva bila oba polulana. Bila je zelo stara in urin je uhajal. Jaz pa sem bil otrok in tudi meni je urin uhajal. Vse do 9. leta sem po noči lula v postelju in spominjam se, da me je zjutraj pred mamo velikokrat zagovarjala. Tako moja nona resno mami. Jaz sama sem se polulala in ne otrok, on je samo spal pri meni, celo noč ležal v mokrem. Od moje celine je tudi sam mokr, otroka ne smeš tepsti. Bal se bo in bo lulal še dolgo v odraslost. Ko leživa skupaj, je obema toplo in zato nama uide. Nanj ne upi, name se zadira in ne bom dolgo živela, od tega ležanja sem izmučena, naveličena vsega in komaj čakam, da umrem. Tako rada bi odšla, otrok se boji tata. Preveč ga pretepa, izmed sinov največ tepe njega, pa je najbolj priden, meni vedno pomaga in prinese vse, kar ga prosi. Če ti zmanjkuje denarja za moja zdravila, prodajta še tisti košček njive in gozda, ki mi je ostal za puščine, in potrpežljivo pusti naj lulati, vse se bo to končalo, jaz bom umrla in sin ti bo zrasel. Hvala lepa. Se bo odlomka dotaknila nekaj vprašanj pozneje. Bi zdaj začela s tem, kar smo slišali že v napovedniku, namreč, da je roman v bistvu šel dobro leto po izidu prvenca. Prvenec pa je šel relativno pozno za mladega avtorja, oziroma relativno pozno si postal mladi avtor, če sem natančnejša. Kako je prišlo do nastanka te knjige v razmerju do prve, pa morda še kaj v teh tvojih začetkih, ki kar naenkrat to zelo hitro niso več? Ja, mogoče pa tako pisanje v srednjih letih, to pomeni pozna srednja leta, to sem pogledal v učbenik psihologije, pač ta leta, ki imam, pomeni, da imaš možnost biti dlje časa mlad, ker se ukvarjaš z novimi stvarmi, ki so kar močan izziv in na nek način te lahko tudi presegajo in se seveda s tem spopadaš. Tako da prvi roman je bilo nekaj, kar sem že lansko leto govoril, nekaj, kar je v meni raslo 35 let in je bilo samo vprašanje časa, kdaj bo šlo ven. Tudi ta roman je nekaj podobnega, pri čemer pa je v bistvu ta roman prvi del vseh teh romanov, ki jih upam uspem napisati. In je to se pravi prvi del, ni bil drugi, zdaj pa se spopadam s tretjim, pa še upam, da s 4. in 5. Potem bom pa videl, če bom še sposoben kaj narediti, ali pa če bo to. Tako da je neka povezava, mogoče tudi v stilu pisanja je povezava, dolgi stavki, mogoče ritmizirani, prelivajo se pripovedi protagonistov, izstopa mogoče ta sintagma jaz sam, ki se v obeh romanih pojavlja, hkrati pa se vidi značaj, se pravi v tem romanu tega odraščajočega otroka, pravzaprav dojenčka pa otroka, in ko se zaključi ta roman, nekje pri 15-16 letih se pravzaprav ta prvi, zdaj drugi, začne. Tako da je neka povezava, nista si pa zgodbe niti približno podobni, gre za druge stvari, druge poglede, torej neka druga pot je v teh romanih. Protagonist je enak, oziroma isti. Je pa tako, da v romanu Starec in jaz, kjer je tudi on že v naslovni sintagmi, je nekako poudarjen
on in njegov odnos s starcem, tukaj njegova samota, ampak zanimivo je pa to, da v bistvu pripovedovalci so pa trije, če ne občasno še kakšen več, ampak prav v osnovi prevladujejo trije glasovi, ki se prepletajo. Ne? In tudi protagonista spremljamo, oziroma protagonist je poslušalec, je opazovalec in nekakor ne zgolj pripovedovalec. Tudi ko on govori, iz njega prihajajo tuji glasovi. Bi morda rekla, kaj o tej zanimivi pripovedni strukturi, ki je vendarle povsem drugačna kot v prvencu. Ja, prvenec je bil v bistvu reduciran na dve osebi, na dečka, fanta, no, in starca. Tukaj je pa v ospredju družina in družina, ta družina, ki je v romanu, je sestavljena iz očeta, mame in sina. In njihovi pripovedni tokovi se prepletajo, njihove življenja se prepletajo, lahko celo v enem stavku, kot ste tukaj že videli, v tem stavku, pa so nekateri še bolj prepleteni, ker če pogledamo pogovor družine ali pa razmišljanja znotraj družine, že ko se pogovarja z enim od staršev, se ponavadi pogovorni tokovi zelo prepletajo. Naprej, nazaj, preteklost, moje izkušnje, tvoje izkušnje, in je bil to nek izziv, kako preplesti tri pripovedi, tri jaze med seboj nekako združiti in potem pokazati od čustev do nekih teh malih nijans, ki se dogajajo znotraj družine, nekakor pa ne soditi, biti pa na eni strani, tako kot si rekla, poslušalec, opazovalec in potem v nekem trenutku se tudi zaveš, da si tudi ti opazovan. Ne? Ko odraščaš, ti to mogoče, ko si še zelo majhen, ni jasno, ampak ko prideš v puberteto, si pa zelo opazovan in takrat ta roman tudi nekaj zaključi, to spoznanje, ne, da to opazovanje se potem začne v mojem prvem, oziroma v tem smislu drugem romanu. Ne. Tako da ta preplet je tudi nekako tako strukturiran, ker je zopet, se mi zdi, nekaj običajnega v vsakdanjem govoru. Govorimo in potem preskakujemo za nazaj, se spominjamo nečesa, povežemo z nečim, zato pa tudi se mi zdi, da je za tak način pisanja dejansko uporabljeno samo, ali pa je primerno samo dolgi stavki. Ne? Ker ti kratki za moje razmišljanje režejo misel, ne? In so potem ti segmenti razmišljanja okrnjeni. Tukaj se mi pa zdi, da dobijo nek tempo. Zaradi tega prepleta, ki si ga omenil, in različnih pripovedovalcev, različnih perspektiv, pa se zgodi še nekaj, ne? Namreč to, da se roman časovno precej bolj razprostre, ne samo preko teh 15 let, kolikor nekako spremljamo protagonista. Ja, v zgodbo je vključenih kar nekaj ljudi. Ne? Če pogledamo samo prednike obeh staršev, ki sta v romanu opisana, se pravi, gre celo v 19. stoletje, neke zgodbe, ki so družinske, vsaka družina ima svoje zgodbe. Ne? In zdaj nekatere več zgodb prenašajo na potomce, nekatere manj. Ta družina ima tega več in se potem prepletajo zgodbe njihovih staršev, pa še dlje nazaj v neke elemente, segmente, ki malo nakazujejo, kakšni so ti ljudje. Nakazujejo moče podobnost potem teh staršev, tudi zaradi prednikov, zaradi nekih okolij, ki so moče specifična, ker je tole mešana družina, gre za očeta in mamo iz različnih koncev bivše Jugoslavije in taka prepletena, no, mešana zgodba, se potem pojavi tudi preplet prednikov, zato je kar neki oseb, ki nastopa, sorodnikov, brati, sestre in njihove razmerje, odnosi, neke krivde, ki se prenašajo, vemo, da imamo to vsi ponavadi v družinah, neke krivde od nazaj, pa potem neke zamere lahko in tako. Ampak to je bolj fragmentarno, nisem se spuščal v analize vsega tega, ker gre za tok razmišljanja, jaz sam, se pravi, tega mladega otroka, protagonista, ki to doživlja in potem je v bistvu on tisti, ki vleče in ki naj bi vlekel pripoved naprej. Spomin, to je nekaj, kar te je že v prvencu ustvarjalno očitno zelo vznemirjalo. Kaj te tako vznemirja na tej temi in pri raziskovanju človeškega spomina? Ja, to je moče zanimivo. Sploh nisem opazil, dobro vprašanje, da se dejansko ukvarjam s spominom. Ne? Potem ugotovim, da se tudi v mojem življenju ukvarjam s spominom. Ne? Potem ugotovim na neki točki, da imam kar dober spomin. Da se začnem spominjati stvari, za katere nisem mislil, da jih sploh vem, in to tja v 3 leta nazaj, recimo, ko je že tako, ne vem, da po psihologiji 3 leta je že dosti nizko. Mogoče celo sumim, da imam v spominu nekaj iz 2 let, samo tisto ni najbolj sigurno, zato ker je tako, ne.
Namreč, če se z njim ukvarjaš, se ti začne odpirati. Asociativno se ti res porajajo zadeve, ki si jih videl, pozabil, potem si jih pa spet spomnil. Ne? Pa to tudi ukvarjanje spominom znamenja, ja, da postajamo starejši, ne? In se ljudje, ko smo starejši, ukvarjamo več z njim. Ne? Tako da mi je en tak simpatičen izziv, hkrati pa ja, me nekako iritira, vleče naprej, ne? In nekako ni traumatičen, čeprav mogoče na trenutke deluje, ker ga sam ne čutim tako in me tudi, mislim, bo vlekel naprej. Ne? Tako da ja, je ena taka igra, kako se nanj odzivam in kako ga sprejemam. Je pa res, da če gledam prav mojo realno družino, je kar dosti pogojena s pripovedovanjem, pripovedovanje je pa povezano s spominom, ne? Ki gre nazaj. Ne? Pravi, starši se nekaj spominjajo, pripovedujejo, to prenesejo na otroka in ta potem se spominja in pripoveduje in tako gre cikl naprej, ne, ponovadi. Ne. Tako da ja, spominje je zelo pomembno. Ampak razmišljaš pa v romanu, oziroma protagonist razmišlja o vrljivosti spomina. Zdaj, tukaj bi se pa rada navezala na neko drugo dejstvo in to je, da ko sva se recimo na radiju pogovarjala o tej knjigi, si ti kar na nekem mestu prešel v govorjenje o svoji družini. Ne? Tako da nekako naravno vprašanje na tistem mestu moje bi bilo, če je to biografija ali so to prirejena biografska dejstva, ampak spet na drugi strani pa zanimivo to dejstvo, ki ga ves čas poudarjaš, da je spomin vrljiv in da se vsaka taka spominska zgodba sama na sebi sprevrača v fikcijo. Kakšen odnos pa imaš ti med pisanjem, recimo, do tega, ali pišeš neko osebno zgodovino, ali pišeš fikcijsko zgodbo? Ja, moče to, kar rad večkrat povem. Cankar je rekel, vse, kar sem napisal, se mi je zgodilo. Ne? To je delno res, ne? Lahko je tukaj veliko biografskih dejstev, ne? Ampak spomin je resnično vrljiv zato, ker ga interpretiraš, ker odraščaš, ker se marsikaj zgodi in ni več, ne more biti točno tako, kot je bilo. Ne? In je tudi to v bistvu njegova moč ali pa njegova posebnost, da ni natančen, ampak je ravno zaradi te nenatančnosti še bolj privlačen, še bolj zanimiv, ne? In ga vedno znova preverjaš, preizkušaš. Tako da, tudi če pogledamo prvi roman, pa tudi ta, ne, če se kakšna zgodba ponovi, da je podobno ali pa isto celo povedana, ni isto povedana. Ne? Tudi če sebe opozorimo v realnem življenju, ko nekaj se ti je zgodilo, poveš, pa poveš potem naprej, se lahko hitro ugotoviš, da si malo spremenil, ne? Da ni isto, da je rekel, da je poveš čist isto. To je lahko mehna malenkost. Ne? In ta zadeva je v umetnosti od nekdaj. Če gledate filme, ne, če berete podobne literature, ki se s tem ukvarjajo, tudi če gledate umetniška dela, ki so delana po spominu, so drugačna. Ne? Tudi če bi osebo opisoval po spominu, ki jo imaš, je nekoliko drugačna. Če bi zdaj realno videl, bi rekel, ne, ste ni čist taka, ne? Ampak je blizu. In to mogoče še bolj, kot če je bila resnica totalna, ne? Potem je bilo to dolgočasno. Ne? Tukaj je pa vedno nekje v nekih mejah, potem lahko ugotoviš čez nekaj let, aha, to sem pisal po spominu, zdaj pa preberem in ugotoviš, da ni bilo čistko. Recimo, mene presenetilo, pri prvem romanu, ko sem od tega starca, ki sem opisoval, najdu doma, nekaj, kar sem sicer pozabil, založil, njegove nerazglednice, dopisnice, ki so si jih pisala. Samo z eno stavkom, ponavadi so si pisali on meni, jaz njemu. In sem bil prepričan, da so bile te dopisnice med leti 84, 86, datum je bil pa 88. Se pravi, za 2 leti sem je zamaknil spomin. Vse sem vedel, ampak spomin je bil premaknjen za 2 leti. Ne? In ravno ta premaknjenost je, a pa interpretacija tega je bolj pomembna, ne? In ker umetnost je interpretacija. Tudi če sebe pišeš dobesedno, si se interpretiral. Ne? To ni policijsko poročilo, ko ni bilo recimo blizu realnosti, ampak je nekaj malo drugače. Ne? In to je to, ki je najbolj pomembno. Za življenje tudi konec koncev. Če se ti kaj tragičnega zgodi, po 5 letih nekje se to zmanjša, se ti spomin nekako preoblikuje v malo drugačno zadevo in ti je tudi lažje, ne? Če si imel težavo, oziroma boljše, če je bila zadeva pozitivna. Tako jaz razmišljam o teh stvareh. Govorila sva o naslovni sintagmi in v glavnem jo povezovala s protagonistom. Je pa ta samota, bom rekla, kar eksistencialna samota, ki jo tudi implicira naslovna sintagma, nekaj, kar zaznamuje vse 3.
mislim, da v spremni besedi govoriš, oziroma ne ti, ampak pisec spremne besede govori o tem, da so vsi prišleki, vsi trije. Dejstvo je, da so vsi strgani iz svojega nekako izvornega okolja, bom rekla. Ja, to je posebnost te družine. Ne? Posebnost je preseljevanje in preseljevanje te spreminja, oziroma ti prinaša v tvoje življenje nekaj, kar v okolju, če odraščaš od rojstva pa dolga leta in to bolj umerjeno, vse ti je jasno. Tukaj se pa zadeve dokaj hitro dogaja, zato ker se ta družina dosti seli in je, no, če pogledamo samo otroka, je to za otroka kar velik izziv, ne? Oziroma te spremembe so lahko negativne, pozitivne, odvisno od kraja, kamor grejo. In na eni strani je pa tudi to dobro, ne? Ker se mi zdi, da s preseljevanjem se ti neke druge stvari odpirajo že zelo zgodaj, ne? In neke druge opcije pojavljajo, neke druge razmerja znotraj družine in tebe v okolju, kjer si spet na novo, ne? In je to spet neka posebnost te družine, te zgodbe, hkrati pa tudi nakazuje značaje potem teh ljudi, ki so mogoče malo drugačni kot neke družine, ki bi bila skozi na istem mestu, bi se dogajali pač neke druge stvari, ampak verjetno nekoliko drugačne. Ti značaji so pa dosti, na nek način ne moram reči divji, ampak malo bolj mogoče strastni, če to pravi zdaj, ampak spet ne pretirano strastni, ne mislim v erotičnem smislu, ampak v medsebojnih razmerih. Ne. Sploh oče in mama sta v takim bolj divjem odnosu, ki je tako kot je. Zdaj govoriš o njihovi strastnosti, prej se govori o tem, da te spomini ti zate niso traumatični. Je pa roman nekakšen tak ritmičen preplet ves čas zelo čustvenih prizorov, ki pa prehajajo iz teme v svetlobo, bom rekla, iz ljubezni v neke prepire, konflikte. V nobenem od teh pa nekako ne vztrajajo, ne v nekem harmoniji, niti v konfliktu. Ves čas to je nekakšno gibanje tega romana. Ja, to je gibanje razmerij, bi lahko rekli. Zdaj, ta razmerja so med partnerji različna. Ne? V tej zgodbi sta partnerja že mogoče zaradi mnogih stvari, eno je tudi zaradi zelo različnih okolij, potem tudi zaradi različnih družinskih izhodišč, tudi zaradi značajev, ki sta jih prinesla s seboj, v razmerih, ki zelo hitro se spreminjajo, ne? Se pravi od nekega stika do prepirov, se pravi do napetosti, ki se ustvarja. Znotraj njih je pa jaz sam, se pravi, oziroma med njima, no? Jaz sam, ta otrok, ki to doživlja na tak drugačen način, izogiba se sodbam, ampak to ga na nek način zaznamuje. Lahko bi ga zaznamovala dosti traumatično, ne? Mogoče na trenutke tudi deluje, ja, tudi beseda traumatična, tam, ne vem, melanholično, no, to že uporabljam v besedah, ampak če pogledam sebe, kot tistega, ki sem to pisal, pa določene stvari gotovo tudi doživel, se mi zdi to pozitivna izkušnja, ne? Ker če ne bi vse to se zgodilo, verjetno tudi ne bi bil jaz tak. Ne? In ker tak, kot sem, se sprejemam čist solidno, to pomeni, da ne morem biti traumatičen. Ne gre. Čeprav je življenje tako, gre gor pa dol, ampak nikakor pa ne. Iz vsega tega, če bi recimo rekel, da sem to jaz sam, pa sem do neke mere, jasno, se ne čutim, da bi bil, ne vem, ja, depresiven, ja, ta izraz sem iskal, ampak čist normalno gre življenje, ki ga tudi nekako se mi zdi, da ko odračaš, ga tudi lažje razumeš za nazaj, sploh če delaš analizo svojih prednikov, lažje pogledaš, preveriš, tudi sprejemaš, predvsem pri sebi, če gledam, lažje sprejemaš očeta, oziroma kasneje sprejmeš očeta kot mama, ne? Ker v otroštvu ponad mama bliže, saj v tem primeru bila, oče se pojavi kasneje kot oče in ga na nek način, se mi zdi, saj moški otroci rabimo več časa, da ga sprejmemo, ne? Pa mora biti starejši, ne? Tukaj se malo to nakazuje. Nisem pa hotel polemizirati, lahko bi ja dejansko tudi zaostril, ampak nisem hotel, ali pa nisem sposoben, tudi to je možno. Zdaj toliko govori o teh konfliktih in morebitni traumatiziranosti oziroma netraumatiziranosti, v bistvu pa je roman poln ljubezni, različnih obrazov ljubezni. Ja, vse to je, ko sem ga pisal, sem ugotovil, da ga dosti spontano pišem, ne? Nimam nekega načrta, tudi nimam kdaj, kaj, kje bom kaj opisal, kako bom vodil te osebe, ampak to prihaja tako.
potem, ko sem napisal, sem se najprej ustrašil, da nisem res naredil neko kruto zgodbo. Ne? In ko mi urednik rekel, kot ti zdaj, da se mu zdi, da je dosti ljubezni, mi je odleglo. Ne? Ker ta ljubezen ni tako eksplicitna, čuti se na neke druge načine, mislim, da je samo enkrat uporabljena, pa dvakrat, in mi je odleglo, da se tudi to da prebrati. Ne? Ker včasih je človek presenečen, da dva sta v nekem konfliktu, v resničnem življenju, če pogledamo, in se imate pa zelo rada. Menija pa poteka nek boj, ampak je tudi za boj značajev, in če sta oba močna, ti protagonisti so kar relativno močni značaji, je to še poseben izjav. Zdaj, če vam povem čist biografski podatek, oče in mama moja, na kar sem sicer ponosen, 93, 91 sta stara 66 let poročena in sta dejansko vsak dan v konfliktu, si predstavlja nekaj posebno. Ne, ampak to je tako zabavno, se mi zdi, ampak rabiš nekaj, da bi je to moč značaj in to je občudovati. To se mi zdi, tako pa če življenje. Ne. Tako da je nekaj resnice noter, jasno se vidi, ne, ampak to bi tudi Canka isto rekel. Bi ga vprašal, še sem to napisal, zdaj ne moram, to čutim. Tako malo sem več povedal. No, s tem in pa z verjetno starostjo, s prvimi leti protagonista, s tem, da je v določenih trenutkih predvsem opazovalec in poslušalec, je verjetno povezana tudi narava pripovedi, ki je zelo čudno nazorna, sinestetična. Je bilo to namerno ali se ti je to nekako razvijalo sproti? Ne, to moram reči tudi zdaj, ker sem se lotil tretji roman, mi kar zaide jezik v to. Ne. Zdaj, da to nisem sposoben pisati kratkih stavkov, no, oziroma odsekanih stvari, ampak nekako povezujem vse skupne. Vidim, da to je tudi moj značaj, tudi kar razmišljam se mi, pa ne vem, če govorimo o umetnosti, se mi takoj, likovne umetnosti, se mi takoj začne prepletati literatura, pa glasba, pa slika, vse pri enem motivu. Ne. In to je tudi tukaj, ne, se kar preplete od življenja do narave, od pozitivnega, negativnega odnosa, tako vse hiti, ne, nekako skozi zgodbo in to je del mene in to se čisto dejansko spontano pojavlja. To sem imela v mislih, ogromno enih zaznav je, vonjev, barv. Ja, na to sem tudi osebno zelo občutljiv, svet tako gledam. Jaz skozi vonje zelo, skozi oči, to sem tudi se izobrazil na vizualnem področju, ampak von mi je zelo pomemben in ga se mi zdi, kar imam mogoče, ne vem, če počneje kot drugi, ampak ga imam kar razvidga in se s tem ukvarjam tudi pri sebi veliko. Ne. Tako da ja, te zadeve so dejansko, če so, kakor so noter, so del mene v tem pravim pomenu nobene namenske strukture ali pa nekega cilja. Ne. Ker vem, da smo v obeh romanih neke motive podobne, naprimer motive okoli urina, uriniranja, pa zdaj ne moram reči, da mi je to noro všeč, ampak te vonje, pa vse to, ker je to tako naravno. Ne. Tudi moče še to podarim, da nekje iščem te naravno telo, ki se ga sodobna družba kar dostikrat izogiba, sramuje, ne. Ker naenkrat nam slina nas moti lahko, ne vem, uriniranje, neke vonjave, zato se nalivamo z raznimi vodicami, da ne bi imeli osebnega vonja. To je tudi cena sodobne družbe, ki nekako prehaja v to novo sterilnost. Ta družba, kjer je ta svet, je 70-ih let je bila malo drugačna. To je svet, ki bi meni sicer bližji kot ta, malo bolj naraven, pa tudi določeni motivi, prej sem se pogovarjal z njimi, so vzeti iz okolja kmetij, kjer se je drugače živelo, ne vem, zdaj nisem bil na kmetiji že leta, ker nimam teh stikov, ampak takrat sem imel več tega. Stiki z živalmi so drugačni, ne? Ti odnosi med življenjem in smrtjo so malo drugačni na kmetijah, vse takrat bili. Odnosi med, oziroma otrok je sodeloval v teh razmerih, ki jih je videl kmetij, se pravi kmet, žival, ti spet malo drugače, čeprav mislim, da je na kmetih še eno dosti podobno. Tudi ti vonji domači so bili močnejši. Mene je vedno privlačeval vonj po, recimo, kravem dreku, no, če tako rečem, ali pa po prašiči vonjave. Ne. To so mi bile blizu, mi dišijo na nek način. Me nič ne moti. Ne. In je bilo to fajn. Vem, da sem užival kot otrok, ko sem bil na kmetiji najbolj. In je bil tudi to izziv, to moram malo napisati, malo pisati, ker sem to tudi jaz. Verjetno sem bil tudi v tem obdobju na nek način zelo zadovoljen, kakor spet nisem bil. Ne. Ker je vedno, ker si takole mlad saj nekje, no, se mi zdi skoraj do mojih let, se vedno nekje v dvomih. Ne, to v redu, ni v redu, bi moral tako narediti. Ne. In tudi tukaj se malo sluti, a bi moral takole, a bi moral pustiti. Ne. Potem pustiš, pa si rečeš, jaz sam, zato pa se mi zdi ta naslov kar dosti primeren, čeprav v slovenskem jeziku si izogibamo besede jaz, ne?
Ampak če malo bolj pogledati, se vsi se ukvarjamo z jasne, največ, ne? To je tudi najbolj pomembno. Ti, potem pa ostala, kakorkoli. Ne? Če tudi sam nisi pri sebi tak, kot bi moral biti, ali pa se pravi na nek način močen, potem ti tudi ta jaz dela težave. Ne? Zato sem ga dal tudi v spredje. Ker tudi konec, zakaj bi se ga balo v slovenskem jeziku uporabljati? Ne problem mi naredi v tem. Ne? Mislim, da ni v slovenščini skoraj da literarnega dela za jaz v spredje. Sem še prav na net gledati, jaz ga nisem najdel. Zdaj, to smo že enkrat imela debato, pa se ne spomnim, do česa smo prišla. Kaj pa če rečeva še kaj o sami zgradbi, kajti ta roman je tako kot prvi zelo precizno grajen, zdaj govorim o tem, da si zelo premišljeno postavil tudi prvi in sklepni stavek. Ja, tudi to mi je nek način kar pomembno. No? Če nima, tako mi je tudi urednik Orlando Ušič enkrat lepo rekel, če nimaš konca, boš težko začel. Ne? In pri obeh romanih sem konec imel, dokler ga nisem imel, nisem začel. In isto, potem, ko sem imel konec v glavi, zadnjo besedo pravzaprav romana, sem lahko začel s prvo, pa se mi je zdelo nekako zanimivo, da vpledem, naprimer, če se ta roman se začne, če želim pa tako pogledati, sem poznal. Stojim, točno, ja. Z besedo stojim, ker če pogledaš besedo jaz, ne, če ne stojiš, ali pa če nisi pokončen, na nek način boš težko stopil v svet. Ne, iz sedečega položaja boš težko. Ne. Sprav jaz ostanem, stojim in sem v drugem romanu pred vrati. Ne. Vrata imajo razne simbolne elemente in jaz torej stopim, ko stojim skozi vrata. Ne. In če pogledamo, tukaj sem jaz, v drugem romanu pa grem skozi vrata nek prostor, ker je tako v bistvu drugega romana učenje, oziroma izobraževanje, učenje glasbe, ki je bilo zame v resnici zelo pomembno. In je to neka logika, ki sem si jo želel narediti v obeh romanih. No in zdaj, ko delam tretjega, se zelo odločen, kjer v prva beseda mi dela hude preglavice, ki bi jo rad povezal z obema, ne, da bo nek smisel. Čeprav bo zgodba popolnoma drugačna. Tako da na to zelo gledam. Pa tudi na strukturo, ne moram reči, da sem si jo narisal, izrisal, ampak nekje imam v glavi, no, na nek način tudi tukaj sem imel. Ne. Vsaj, kako si sledi. Tako da me je mene osebno kot avtorja zelo presenetilo, ko sem se lotil prvega pisati, da je tukaj šlo. Se prav čudo, to se bo nekega dne ustavilo. Vsak dan, ko sem se vsem rekel, sem nič naredil, ker se to mora enkrat ustaviti. Ne moš to tako pisati, da ne rečem skoraj z lahkoto, ker to ne more biti tako. Ne? Kako pa zdaj to tako? In tukaj isto, mislim, da se bo ustavilo. Pa se posedem, pa nič, pa kar začnem. Pa kar 3 strani, ne, polej, no, odkje, ne, in tako se pol sestavi, da ja, sem začuden in se mi zdi, da je fajn, da je človek začuden od sabo vsake tog časa. Jaz se s tem tudi pač igram. Ker če nisi, potem se zadeva običajne. Pol vsak dan isto, ko se pa začudiš, to sem naredil, aha, kot tako, ne. Sem mislil, da sploh ne znam, oziroma ja znam, ne, to je to, ne. In tudi to znam, ne znam, ne. Skozi so te ambivalentna, ne vem, če so lih ambivalentna, ampak ta nihanja, no, ki so mi meni posebno zelo pomembna in zanimiva. Jaz sem naredil to. Ja, recimo. Stavki so, kot sva že povedala, dolgi. Bram se pa izredno hitro. To je pa moje. Dan se še celo držim nazaj, govorim relativno počasi, kot reči, da dram, kot da meni doziv. Pa me noben ne ustavi in sem si koliko moram biti normalen, povedati samo 5 minut, ne več. To je značajno. Ampak zgodba, ko pišeš, se ti odvija s to hitrostjo, s katero si bral in tako hlasno zapisuješ, so stavki zato tako dolgi, ali je v bistvu ta ritem vezan nekaj drugega? Ne, ja, ne vem. Ritem je tak, kot ga imam vse. Ne? Dolgi stavki so točno taki, kot govorim. Ko govorim vsaj 3 do 4 minute, ne? Ni to en stavek, pa čakam. Ne? Ja, roman manj svoj jaz sam, pa čakaš. Ne? Zakaj pa si dal tak naslov, ker sem dal tak naslov, pa govorim. Razlagam še stvari, ki mogoče niso zraven v tem vprašanju. Ne? In tukaj isto. Govoriš in teče tok. Ne? In nekako ne moram postaviti pike, ker se mi zdi, da bi ta govor presekal in se potem pika pojavi, ne vem, ko je stavek tok dolg, da ga nekaj trenutku začudi, zdaj pa moraš dati piko. Ne? Tako da v bistvu te vejce, ki so na nek način tudi pike. Se ti lahko zaustaviš tam govor, počakaš, ni treba, da bereš naprej, ne? Pomisliš, zdaj se pa to dogaja. Ampak to je točno to, kar sem jaz. Ne? In to
To je bil tudi eden od problemov, zakaj nisem 35 let nič napisal. To nisem pogruntil, kak stil stavka, kako moram sploh pisati. Ne? In sem se v bistvu ukvarjal z srednješolskim načinom pisanja, ki je v večini literature zelo prisoten. To pomeni neki urejeni stavki, relativno kratki, z vprašanjem dvopičja, pa potem, kaj si rekel, spodaj, nič, tam sem dobro, lepo vreme je, spet spodna vrstica in tako naprej. Ne? Ampak tako ne govorimo, tako ne živimo. Ne? In se mi ni išlo. Tukaj se mi pa zdi, da je točno to, ko sem jaz hlasno, potem pa pika zaustavi to hlasno, se prej nekaj misel. Ne? Edini problem je, če bi ta misel bila razbita, ampak v romanu ni, ne? Se sledi neka logika, ne pade stavek kar noter, ko ne sodi v tisti trenutek. Ne? To je pa mogoče tudi zato, ker je zadeva v meni, ne? In se ne zmišljujem tako močno, tako veliko, da bi bilo treba čist celo konstrukcijo narediti. Ti si bi mogoče nekaj drugega. To se vidi v kakih kriminalkah, naprimer, ki so včasih prav smešno skonstruirane, kar avtor ne zna. Čeprav je lahko napet, ampak v bistvu ne zna, to se vidi. Tako od moje mnenja. Simbolika je pa tudi zelo močna. Kako so se ti porajali, oziroma kako so nastajali ti simboli? So spontano ali si nekatere reči, koliko si jih sploh reflektiral med tem, ko si... Mislim, tako je, skozi svet simbolov človek gre vse dni, je Baudelaire napisal nekje in je res, non-stop sem med simboli. Sediva na stolu, in stol ima simbol. Zdaj, če gremo o njem razmišljati, mi vizualci se zelo hitro, pa ne umetnosti, zgodovinari smo skozi za simboli in gledamo tako drugače. Zdaj, res, da se ukvarjam že od 20 leta z likovno umetnostjo in tam brez simbolike ni nič. Ampak ta simbolika je v realnem življenju in v literaturi skratka posod. Če vzamem vodo, če napišeš beseda voda, je lahko ogromno simbolike. Ne? Tukaj, ko sem pisal, so tudi situacije, ki pač so. Ne? Bil sem v gozdu, ne? Bil sem na mostu, ne? Bil sem, pa imamo same simbole, ne? Bil sem ob trdnjavi, bil sem tam in potem so to čist naravni prostori, ki pa imajo avtomatično, ko jih preneseš v nek kontekst, simbolno vrednost. In zdaj, če zraven še ugotoviš, ampak to sem res šele potem ugotovil, da tudi trenutek, značajski trenutek ali pa stanje tistega trenutka pri protagonistu bilo zelo v neki povezavi s simbolom, če je bil v gozdu. Ker tudi dejansko, ko greš v gozd, si drugačen, kot če greš na most. Pa ko greš plavati na morje, si drugačen, kot če greš v gozd in si znotraj simbolike. In tako živimo. Tudi mi dva sva v nekih gibih, ki bi jih mi umetnosti zgodovinarji z lahkoto simbolno analizirali. Zakaj se tako, zakaj mi smo tako naprej. S tem se mi ukvarjamo in mi je to čist spontano. Sem se pa polk, sem ga bral, kot bralec, roman, kar čudo, pa gledaj, kako je šlo dobro skupaj, ne. Pa res, ne. Ampak sem polk pomislil, točno čustveno stanje, ki ga imam v sebi, za tisti trenutek je bilo tam, ne. No, pa še most je bil tam, recimo, pa sneg, pa kaj ta, ne, ni šlo skupno. Tako da mi ni bilo treba nič načrtovati, ampak to je pri teh dveh. Vsak roman, pa vsaka zgodba, ki se zmisliš, ima neko svojo logiko, tako da sem prav pri sebi nestrpam, kaj bom naredil pri tretjem, ne? Tako kot da ga ne bi jaz delal, ampak ga jaz delam, ne? Ampak ga spet ne delam, ker ne vem, kaj bom naredil in kako bom naredil, ne? Tako da se malo poigrava. Da je tudi meni bolj zabavno, da ni to delo, ne, kot delo, ampak da je izziv. Ker če začneš se ukvarjati z umetnostmi, pa nogami kot delo, potem si zaposlen pri sebi kot pisatelj, ne? Si pač pisatelj, ok, naredil, ampak si v službi pisatelj, ja. Če tako gledaš, to pa se mi ne zdi. Če gremo nazaj gledati zgodovino pisateljev, redki, kjer so bili zaposleni kot pisatelj pri sebi, mislim, ne, del OO. Danes pa so, ne, pisatelj del OO, to piše, kar pač, to dela. Tako razmišljam, imamo, če sem malo kritičen, ampak, ja. Če pogledamo še za trenutek tvojega protagonista, na koncu se sprašuje, tako kot verjetno velika večina literarnih protagonistov ali poznaje, no? Ali prej o bistvu življenja. Ja, to sem se resnično spraševal in se še danes. On si tudi nekako odgovori, ne? Ja, si. Ja. To so pa v mestu sanje, ne, ki moram reči, da sem jih res sanjal. Priznam, to, kar piše, je res. In sem si jih tudi zapomnil, zato sem si jih takoj napisal, ker sanje, če ne zapišeš, ali pa mora biti res nekaj posebnega, ne more ostati toliko desetletij v tebi. Vse vemo, da se vsi o tem sprašujemo. Ne? Sploh pa nekje, ko si 14-15 let, je to kar močno vprašanje. In se mi tukaj, ker se roman tako zaključi, zdi zelo pomembno in
sem dal noter in potem sem se še na te sanje spomnil in sem jih vpredil in so šle lepo skupaj, ne, ker sem se resnično v sanje sprašal v bistvu življenja. Prav ta stavek mi je odomeval, ne vem zakaj, ampak bilo je in to je pa nekaj, kar se tako človek sprašuje skozi celo življenje. No pa da ga predstaviva malo, protagonista, vsaj malo, kakšno je to bistvo, ki ga nekateri iščejo celo življenje, pa si ga recimo relativno hitro najde svoje bistvo, ne bom rekla, da je to univerzalno in za vsakega, ampak ja. A povem kar konec, sanj, ker to je v bistvu bistvo, ja. Je hiša in v hiši sem jaz. In ker sem na zgornjem nastropju, čutim, da moram priti skozi hišo ven, ker v tej hiši nekaj ni v redu. Zdaj, hiša je močen simbol, ne? Zaprtost in podobno. In te hiše je močna svetlova. Svetlova je močen simbol, to je jasno. In ta, ki sanja, z zadnjimi močmi uspe priti iz hiše, ker iz sob začnejo prihajati ljudje. To je močen simbol, ne? Okoli nas je polno ljudi, mnogi te motijo. Mnogokrat si v življenju v situacijah, ki so zelo neprijetne, sploh, ko si star 14-15 let. Ampak prideš ven, ne? In prideš v svetlovo iz te hiše, ampak v naravno svetlovo, ker je spet čisto logično, če hočeš ubežati iz hiše, moraš priti v naravo, ne? Pa nek drug prostor, ki ponavadi je narava. Ampak ta narava je tukaj na začetku še delna, ker je še cesta in avto, ker ti tudi mesto moti. Ne? Ampak to, kar preskočiš, ker v sanjah ni problem, lahko to preskakuješ stvari, če se vmes nič slabega ne zgodi. Ne? In potem greš naprej, ker ti odmeva, kaj je bistvo življenja. Ne? Začne ti podmeva tik pred tem, ko se rešiš te hiše. In potem, ko priješ do morja. Morje je neka naravna zapora in če človeku uspe priti čez morje ali pa skozi gozd, je gotovo neka sprememba. Ne? Zato rdeča kapica preživi gozd in dobi žensko iniciacijo. Ne? Tako da tukaj je vedno ta neka barijera, ne? In tukaj je morje, ampak to morje ni pravo morje, ker je bilo tudi dejansko malo dolgočasno, da bi tam bučalo morje. Je samo neka zelo taka umazana ravnina in čutiš v sebi, če hočeš najti bistvo sveta, da moraš iti v to morje. Ne, kako iti, če nič nikjer ni. Čutiš pa, da če boš te dotaknute vode, ne more iti dozati. Ker enkrat opaziš nek zid, ki gre v globino morja in hodiš po njemu. In greš in ta zid kar gre, ampak ni vse tako enostavno. V nekem trenutku so te veje, ki krutovičijo čez zidov in to moraš preskakovati. In že, ko misliš, da bo mi uspelo, ker so veje vedno težje, se najde spet ena hiša, ampak ta hiša ti da odgovor, ne? Kaj je bistvo življenja in si ti pred hišo, ampak ni vrat, ker ti zadeve ne morejo, da smejo biti tako lahke, ne moreš biti odgovor tako hitro. In ko iščeš, ki bi prišel v ta prostor, najdeš neko majhno lino, se splaviš in priješ v temo. In ko si v temi, se pojavijo vonjave. Te vonjave niso najbolj prijetne, ampak niso še tako grozne in tam not spet nič ni, neke forme se pojavljajo, neke zemeljske strukture. In potem ugotoviš, da ko se ti oko navadi na temo, da je še manjši prostor in se spravi skozi njega in si v prostoru, ker je res neprijeten vonj. In potem se oči navadijo in vidijo na gomilo kosti. Smisel življenja je pač te kosti, razpadajoče meso na teh kosteh, recimo smrt temu. Pa nič tako tragično, nikoli če zdaj to zgledalo, ampak realnost, verjetno nekje v mislih imamo Freud je zelo dobro ugotovil, da nas smrt zelo obremenjuje, ne? In smo pač bitja, ki umiramo, ne? In s tem živimo od rojstva. In te sanje so dejansko to, ne? In res sem sanjal, verjemte, to sem sanjal. Pa še dosti hujš, to je zdaj zelo tako, nisem hujš, bilo je še več motivov noter, ne? In so mi še zdaj zanimive, ker sem si jih spisal, drugače verjetno si jih ne zapomnil, ne? To je nemogoče, ker predolgo 10 let nazaj. Tako da sem zdaj povedal, smisel življenja ni optimističen, je pa realen, ne? Tako da to je to. Verjetno smisel življenja se z leti tudi, vsaj percepcija njega se verjetno malo spreminja, razvija, ali te to ne bo več zaposlovalo v naslednjem romanu, ki si ga že tolikokrat napovedal, da zdaj počasi zaključijo s pogovorom? Ne, seveda ne, ampak je pa smisel to, vsaj meni je bilo vedno učenje, to imam zelo rad, ne? In to zelo široko, ne samo, ne vem, umetnost je zgodovina, sem po poklicu, ampak dobro, tudi primerjalno sem naredil, ko sem tudi glasbo doštudiral, ampak če ne bi enega od teh, bi mi bilo nekaj mal. Ne? Danes bi še dve, tri stvari, ki se mi zdi, da jih nisem bil z veseljem še študiral, ker bi dodal še temu zraven, ker to je zelo pomembno, no? In je to smisel, ne? Izobraževanje, sigurno učenje in pa taka strast do življenja, veselje in tukaj delaš, karkoli že delaš. Deli z veseljem, strastjo, pa z eno takim, ne se primerjati z nobeni, ampak
s tem navdušenjem to za narediti, to sem naredil. Pa ne, zdaj dobro slabo, zate je v redu. Ne. Če boš imel to navdušenje, boš imel smisel življenja. Ja. Tako da to se sanja. Ne. Ampak smisel je pa ravno to učenje in veselje do življenja, v mojem mnenju. Čeprav mogoče deluje vse skupaj, pa tudi v romanu, tu pa tam malo napeto, ampak ta napetost je sestavni del življenja. Tako. Boš za sklep, preden dava prostor še poslušalcem, glavno poslušalkam, tudi mogoče prebraš in kratek odlomek? En tak krajši? Ja, tak pa je krajši. Samo pol strani. Če zaprem oči, če močno zamižim, mogoče celo zaspim, torej, če takšna tema traja dalj časa, še vedno mislim, da ko bom odprl oči, bo vse drugače. Marsikaj se bo spremenilo, ne bo več nikakršnega strahu, niti ne tesnobnosti. Neraznovrstne žalosti v grlu in prsih, nobene zamolkle teže, bojazni in mučnosti. Pač pa se bo končno razjasnilo in razprostrlo lepo in prijetno, po mirnosti krepeneče otroštvo. Ostal bom vesel in željan sproščene igre. Naposled bom izpod postelje radostno izvlekel zame čudežen podolgovat kartonski zaboj, poln igrač in ko te gledam, kako vlečeš to škatlo, se sam nikakor ne morem spomniti niti ena igrače v mojem otroštvu. Tako tata. Ni bilo igrač, edino, kar mi je ostalo v spominu, je špaga, dolga, rjava, nekoliko razcefrana debela vrv, s katero je mama povezovala vse 3 sinove, torej starejšega in mlajšega brata z menoj med njima. In okoli vratu smo imeli obešene zvonce, manjša kraja zvonca, ki sta nam glasno zvonila okoli ušes in odzvanjala tja proti domači hiši. In vedno je slišala, kje se zadržujemo, da nismo preblizu korit, tako mama v prepričanju, da trdno zvezani sinovi težje padejo v globoka in ozka rečna korita zadaj za hišo. Samo še trenutek, pa vam dam besedo, ampak moram to vprašati. Otroštvo, na podlagi vsega zapisanega, se ti zdi vesela doba ali ne? Zdaj se mi zdi vesela, ne? Ko sem jo dobro zanaliziral, ampak vmes meni osebno so bili seveda dosti žal, pa ne veseli trenutki, ne? Ampak vse skupaj se stavim, ja, zelo lepo, zelo veselo in ko vse to pogledam, se mi zdi, da ne bi bil tak, če tega ne bi bilo, katerega koli tega ne bi bilo. Ne? Ampak če pa se uživiva v malega fanta, tega še čisto majhnega, ko opazuje oziroma prisluškuje tem prepiram staršev, ki doživlja take in drugačne tesnobe, pa se niti ne zdi tako sproščeno. Ne, nikako. Zdi se, da ga prepogosto idealiziramo, ko govorimo o njem. Točno tako, ja. Se to je, v bistvu, ta misel je pač toliko starega človeka, kot je zdaj. Ne. V tistem trenutku so zadeve lahko so bile in so dosti drugačne. Ja. So tudi dosti bolj napete, žalostne. Ampak jaz tako razmišljam, če sem prišel do tle, ne, z eno pozitivno mislijo, to pomeni, da sem vse te slabe stvari uspel dejansko kot oseba predelati na način, ki je zame vse ustrezen, ker če ne bi bil tukaj, ne bi bil drugačen, ne bi to naredil, ne bi uno, ne bi bil tak. Ne. Tako da, ja, vsak detajl, pa vsak element, ki je bil siguran, je bil slab in tega je kar nekaj v romanu, ni bilo ravno lepo, ne. Fajn, ampak ko vse to celoto da skupaj, stane ta občutek, ki ga imam danes, to je pozitiven občutek, ne, in moram reči, da sem staršema čisto na osebni ravni zelo hvaležen za vse, tudi za slabe trenutke. Tudi nič je rekel, ne, če ne trpimo, potem se nič ne naredi, ne, in iztrpljenja, a pa tudi veselje in ljubezen in podobno. Ne. To gre skup, tak je pač človek. Ne. In ta roman je poskušal se poigravati z ljudmi, z človekom, pa s temi njegovimi malimi nijansami, brez nekih sodb, in pa te nijanse so potem seveda vidne v medsebojnih razmerih, ki so tukaj kar gosto napisane. Sajhval, hvala. Hvala tebi. Vam za pozornost in vas vabim, da postavite še sami kakšno vprašanje avtorju. Ok, bom jaz začela, nekaj zanima. Kako vi gledate na to pozicijo med tem nečem univerzalnim pa unikatnim v človeku? Po eni strani neprestano ponavljate v romanih pač jaz sam, samo jaz to tako dojemam. Po drugi strani pa lahko rekla, da je tudi človek, mislim, da ljudje smo nekako neuniverzalni. Že samo, če pogledamo različne romane, ki govorijo o tej otroški dobi, o odraščanju, najdeš neke te ključne momente, ki pri različnih avtorjih, recimo to neko prvo soočanje s spolnostjo, mogoče prepiri v družini, kakšne bolezni, ki zaznamujejo to. Ja, to je podobnost. Ne? Sej,
na nek način so si mnoge družine podobne, pa mnogo otroštva podobna. Ne. Vsak je jaz, ne, tako kot ste povedali, ampak seveda zadeve grejo, so podobne, že štete so bile, ne, odrašča znotraj družine, med staršem, med mamo, karkoli se dogaja, samo tvoje sicer, ne. Lahko vsak napiše svojo zgodbo, vsaka je malo drugačna ali celo drugačna. Tako da, ja, ne vem. Tako kot si, ne vem kako, človek je del, vsak posameznik je del celega sistema, ne, in vendar je spet sam. Ne. Tako da vidimo, da smo tudi kot osebe samote in kot osebe smo nek univerzalen element. Tako deluje. Ne. Hkrati si pa tudi dostkrat želimo, ne, da že ko smo sami, bi si želeli biti v skupini, se pravi snotraj univerzalnosti. To se skozi prepleta, razen če sem narobe razumel vaše vprašanje. No. Tako da, tukaj noter ne govorim zdaj, da je to neka posebna zgodba, ampak je pač samo ena izmed tisočih zgodb in mnogi elementi, mnogi dogodki so verjetno pri mnogih avtorjih tudi lahko podobni. Čeprav nisem ravno prebral veliko romanov, priznam celo Kovačiča, ker vem, da veliko pisal otroštvo, že nisem nobenega romana, se to ni zdaj zahvalce prebral. Približno ne, ampak vem, da je o tem veliko pisal, ne, in so motivi isti, ne, si ko si star, ne, 3-4 leta, mogoče celo podobno gledaš na svet. Nimamo tih izkušenj. Dober smik, ne. Podobno mislijo. Sorry, pa jaz nimam vprašanja, ampak od vseh mnogih reči, ki so naredile v tem romanu velik vtis, je ena tudi škatla z igračami. Ja, to pa res sem imel. Imel sem eno škatlo, relativno veliko, ki je bilo treba vedno lepiti jo, in v njej sem imel res velike igrače, in kar je najbolj, če to fajn, ampak vse igrače imam še zdaj doma. Imam eno sobo v hiši in so vse igrače, moje prve igrače sem dostal en dan, pa do zdaj in še vse nepolomljene. Nisem lomil igrač. Zelo malo stvari sem polomil in so not. Škatla sicer ni več, ker je res razpadla, ampak res ste imeli v televizoru, kaj, pravi stroj noter, res sem imel s takim užitkom, tako kot romano piše vsak dan vleku po stopnica gor pa dol. Žoge pa res nisem imel noter, da se je vedno odbijala in pol mi je padala in sem imel druge stvari. Ta škatla mi res odzvanja v glavi, v spominu in se mi je bil tukaj posebej užitek jo opisovati, ker se tako dobro spomnim teh igracih, pa tudi zato spomnim, ker so še tam, v večini. Formule tam iz leta 65 se predstavljati, Formula 1, pa te igračke so bile. Še druge, ne, pa neki medvedki, pa tako avion, dejansko še gor eni še čist delajo, propeleri se vrtijo, tako da tam jih imam, ne. Moram reči, da tudi hiša, v kateri živim, res polna enih spominov, no, tako da na nek način se pa bojim, to pa ne vem, ne, kaj bo starost prinesla, da te pa res lahko se pa vse to spremeni, pa te spomini začne obremenjati, tudi to je možno. Ne. To zdaj v zadnjem času malo razmišljam, ampak to so spomini zaradi predmetov, ki jih je toliko nota, ne, mogoče, ne vem, je to dobro, ne vem. Politike in zabavnik, jih imam enih 200, tam je leti 78, ne, sem bil pa že starejši, 70, to sem že starejši. Imam celo 4 albume, ko so mi ponujali po 500 € za vsakega albuma, ki jih je na Bošnjaku že leta iščejo, to je album Avtomobili, ladje pa avioni. Vsako leto se iškaja, tam je leti 72, 74 in jaz imam polne, mi jih je uspel napolniti. In se živo spomnim, to sem tudi not opisal, kako sem za enim menjal za avion Concorde. Concorde, prav avion, njega vidim in sem tak pok mu dal za en avion in sem bil pol album poln. Mislim, tako vstaj ta občutek. Celo vidim, kje sta stala in voham, ki je bil Mercator, trgovina, in je en tak von prhajal ven in je še zdaj v nosu. Pač ja, ukvarjam se z vonjavami, no, zdaj ste me dobili. Asociativna mi zelo hit pridejo. Imam celo težave, ko sedim, ne vem, zunaj, se večkrat presedem, ker je kak von, ki me zmoti. Pa to ne pomeni dišeč, to je lahko, mislim, ja, dišeč je lahko, ne, pa te zmoti. Ja, pa ne, če delam kino predstavo, ne, imate vi tudi to, če je kak von, potem je vse na filmu v tem vonju deluje in ne moram gledati, ker ni realno. In pa se presedem. Tako pač, to je moja posebnost. No. Pa, ne vem, ima še kdo. Ima še kdo to? Ubijem te, jaz tudi. Kompozira motno števila 5 v plansko leto, ko smo se pogovarjali, je bila ena je tudi imela eno drugo število. Nikola Tesla je imel število 3, kompozira motno. Imel 3 golobe, 3 knjige, ne vem, kaj imel se po 3.
Kako pa to veš? Bral sem, ker je bila lansko leto neka obletnica, a predlani in bil nek tekst o njem in sem prav pozoren in sem kolega. Ni pa, imamo različne, ne, mnogi imamo kompozivne motnje, moja je, ampak ni pa tako močno, da bi zdaj. Tle mi še ne uspel vas prešteti, ponoč tem. Sem pozoren. To je zelo pogosto, je. Ja, spoštejem. Sem posebno malo dekoncentriran, ker sem 2, 4, 6, 8, 7, 16, 8, 20 je. Ja, večkratnih število pred rešili smo se. Ampak to je malo hecno. Kar se mi zdelo tule je seveda, ne, ker otrok odrašča, se srečuje s toliko različnimi stvarmi, da pa še spomini so prednikov. Medtem, ko je pa v prvem romanu, spravi v drugem delu, ne, je pa izrazita koncentracija na eno dobo, en čas na eno. Tako da po eni strani nadaljevanje, po drugi strani pa po načinu pisanja pa zelo drugače. Tako da, ja, ne samo tebe, tudi nas zanima, ne, kako bo tretje. Mene zanima, res ne zanima. Nekaj sem začel, ampak ne vem, zmeden sem, priznam, to, kad sem malo bolj zmeden. Je nek drug izziv, se si moram pač postaviti še kakve druge izzive, ne, matranje. To je pa res na avtorsko matranje. Na nek način je pa tudi užitek, da se matraš. Ne more to kar tako, da se preizkušaš, no, in da ne gre vedno dobro, ne, pa sediš ne 8 ur za en stavk. Mi je fajn to. Moram še to narediti, ker sem še primolčal pot. No, pa kaj drugega še. Rekel sem tudi, da je zelo lahkotno, pravzaprav, no, sorazmerno lahko bilo to delo, ne, da je šlo. A je bilo odpadnega materijala, tako rekoč kaj, a ne? Ne, čist nič, ker nič si ne pripravljam, nič ne pišem. Jaz pišem po lokalih, no, to sem že lani govoril in to res v nemogočih. Zdaj sem pisal v bowling centru BTC na delo, recimo. Pa še fajn se najdel, ker meni v Benti že, da moram nekaj piti, rekom, kar kaj hodim, mi treba nič naročati. Pa me pa tenis Novak Djokovic pa en zmotil, pa sem zgledal. Ker drugače me ne zmot nič, tudi v kakem McDonald'su me lahko najdete. Bolj kaj nemogoče, lažje mi tam gre, se res koncentriram, nič ne slišam. Ne moram pa pisati teh stvari v sobah, v miru in tišini, tam pišem strokovne tekste. In se mi tudi sam eni trikrat se mi moče zgodilo, da nisem vedel, kako začeti. Ne. Potem je pa ena od variantje, ki je stara kot človeštvo, da se preseliš. Ne. Recimo greš na potovanje, sva šla ženo na potovanje in sem imel skozi sabo tole, ne, tako da imam že malo težav s hrbtom, ker je ta računalnik tudi tako lahko nositi, ne, ob neki potovalki ali kaj. Potem sem na kakem letališču pisal, sem je kar odprl, pa na kakih lokalu oziroma hotelu v neki tujini nekje. To se mi 3-krat zgodilo in je šlo pa naprej. Nek sem izdelal, da en teden sem se matral, nisem vedel, kako začeti, sem to naredil. Ne. To, če boste brali kakve biografije literatov 19. pa tudi 20. stoletja, so potovali cel let po svetu. Je bil v krizi, pa je 2 let potoval, pa 1 leta, pa ga je družina poslala, če imel denar, ne, in se mu je pol odprla. To je prav značilno. Ker če si skozi na istem prostoru, se ti prej si ostal aparat až dolgo časa. Ne moš še tako, moš potvrditi. Kaj pa to, ko si rekel, da si pisal, oziroma da pišeš strokovne tekste v tišini, za leposlove pa potrebuješ ta hrup, ki ti omogoča, da se fokusiraš na ta svet, o katerem pišeš. Kako pa doživljaš kot avtor razliko, mislim, čisto v samem pristopu in doživljanju, zakaj tam tišina, zakaj tukaj hrupa? Si kdaj razmišljal o tem? Malo sem, ampak si ne znam čisto povedati. Tam je strokovni tekst in moram biti, ko bi rekel, tem znanstven, naprimer. Ne. Rabim neke literaturo, rabim knjige, rabim neko spremno, greš v knjižnico, vzameš 15 knjig na neko temo, kiparstvo in to moraš prebrati, pregledati in to ne moraš sabo nositi. Ne. Že to je recimo čisto fizično omejitev in potem delaš nek tekst in to... Ampak tvoje tekste, ko potem pišeš, so tudi te strokovni, koliko sem jih brala, potrebuješ neko inspiracijo, nek zagon, bom rekla, no? Na podoben način kot pač literaren tekst. Ne moreš se kar odločiti in racionalizirati in zapisati tistega. Mislim, v tem smislu vidim zelo podobno energijo. No, Sej je, ja, sej to je res. Mogoče je tudi to, da sem prej sem začel romane pisati, sem 25 let pisal strokovne tekste in to v moji pisarni. In
ko sem to začel, sem probal tudi v pisarni, priznam nekaj pisati, ampak kar živčen sem ratal. Potem sem šel ven, zunaj pa ne moš biti tako živčen, ne moš hvaliti gor pa dol. Tam se usedeš in zdaj, ok, piješ kavo, pa tipkaš, ali pa spet ostaneš, pa greš. Sem se na nek način po mojem bolj spravil, prisilil, kot bi se v svojem kabinetu, moče je to. In potem kar začel, in tudi fakultete, ki sem študiral, sem vse po ceh študiral, na Ljubljanskih Žalah, pa na Trolah, Dvojskah, začel od prve postaje do zadnje, pa nazaj, pa sem ponavljal. To nisem mogel noter v učilnico biti. Po ceh sem hodil s knjigo, pa govoril na glas sam sabo. 8 let, 9. Po celi Ljubljani, kje vse, po njivah, pa ne vem tako, dejansko, z dežnikom. In moče tudi to. In pa tudi to spet, moče zaradi tega, ker so bila z mojo punco skupaj v sobi, ne mora biti oba v sobi pa ponavljati pa tam, motor se in sem jaz šel ven, in se žletuje. Zdaj, če bi šlo ona ven, bi se jaz verjetno sobe navadil. Tako da ta štart je pri meni pomemben. Tako, ko začneš, tako, ko sem začel nekaj, tam pol to delam. Če bi meni ta roman verjetno v mojem kabinetu vratil, začel, bi štartil, bi rekel, ufam, tako mi je pa štartil nekje v nekem lokalu in mi zdaj tam ustrezal. Me včasih zmoti, ampak stvari, ki me res motijo, ko začnem pisati, sploh ne motijo, pitje otrok, bowling, nekaj skozi tam toče, televizija, von McDonald's, ne veste, kakva vonjava je tam, si sendviči, pa to grozno, pa to. Noč. Kolosej sem kar dosta malo naredil, nekaj to je eno lokalu. Smeješ, pa na pumpah tam proti Gorici, ko hodim predavati, se ustavim pa do polnoči malo točem. Tako da te romane pišem ob prostem času, ne med stalnim časom, se pravi takrat, ko sem res prost. To pomeni 7 dni prej 8. Tako da zdaj mi je izziv, ker spopadam, bom zmogel, verjetno, ampak si moram najti. Tako je, se veste, vse, kar delaš, moraš imeti nek sistem. Tako se jaz razmišljam, nek sistem, ki je za tisto stvar značilen. A pa za ta roman ta, učim pri tem čekaj treba od najdel. Zdaj, enkrat se vrtim v istem razmišljanju, v istih pozicijah pisanja, bomo videli. Kdo pa je vaš prvi bralec oziroma kritik romana, ko mu ga najprej zaupate? Žena, ne? Pa je to prednost? Ali mogoče tudi breme? Breme je to, breme. Mogoče zdaj ne več tako, ampak sem prvega pisal, enih 20 strani nisem prebral, sem mislil, to se ne upam. Pa sem to nekega ne rekel, čak, zatem pa prebral, pa bom videl reakcijo. Tako da ja, znam biti tudi breme, no zdaj ni več. Zdaj, če bom slabo napisal, pa bo breme, ker to mi bom ljubil. Vemo pa, da kritika domačih ni ravno dobro za prenašati. Ne, ampak jaz preberem to, kar sprotno pišem nekaj, ampak potem to, kar popravljam. Se pravi, stavki ne dodajam, to se mi še ni zvolj, da dodajo, ali pa že prej vržem. Naprimer, napišem na dan pol strani, ali pa ne na dan. Lahko na dan nič ne napišem, zdaj že 5 dni nisem nič, recimo. Pa mi je šlo zelo fajn, zdaj sem čisto padel, ker sem na začetku. Imam že težave sploh odpreti laptop, ker sem šel čisto ven. Imam neke obrede pa svoje, in potem napišem pol strani stran, kad sem v najboljši formi, sem recimo 3 strani, sem to bilo tudi 8 ur lahko. In potem jih drug dan popravljam, pa še enkrat in so nekako spucane. Tako da prvič berem, pa to popravljam, pa ne berem več, ampak je ponovadi se zna zgoditi, ko je roman napisan, ga pa še enkrat, pa dvakrat popravljam, še par mesecev, prav vsak stavek, spet ne govorim, da bi dodajal ven je malo, ker je to že narejen, samo besede iščem, da je še bolj, da je še bolj tekoče, da je še kaj moče, kakva malenkost, še bolj pojasnjena z neko besedo, pa ga pa žena celega bere. Tako da ona dobi fragmente, zdaj, ki ti poslušaš en stavek, pol strani, to nimaš v glavi, cel roman, ampak samo ti z detalj. Takrat, kaj reče, ali pa nič, pol na konc, kaj prebere. Ti se pa tako, si tudi sami, ki se ukvarjate z literaturo, je fajn prebrati, ne vem, prvič kot bralec, drugič pa kot teoretik, se pravi tako, bolj strokovno, kaj vidiš, kaj je struktura, gre to. Drugič, prvič pa kot bralec, čisto prepustiš se in bereš. Nič ne razmišljaš, ampak si prepustiš impulzu. To sta dva načina branja, ki so gotovo potrebna, če hočeš dati neko mnenje o tem, bolj kvalitetno. In zdaj enkrat je prvi bolj pomemben, močnejši, drugič je pa drug, ne si moče kaj spregledati. Idealno je celo potem, če še tretjič bereš, čez nekaj časa, da pol dobiš, ali je to zdaj res. Ker z izkušenj vemo, če ti ena stvar všeč, pa ti potem všeč čez 5 let, pa že pomeni, da je bilo dobro, ker se človek malo spremenja. Tako je moje mnenje.
Tako da ja, v naš se veliko bere, res. Tako da nimamo televizije, tako da večer beremo, kakšno drugega. Lepo je, fajn je brati, meni je bila beseda vedno blizu, močna je, ne, se vsi vemo, čeprav sem si vedno želel, da bi se z glasbo ukvarjal, kot sem si to želel, ampak nažalost nisem dovolj nadarjen. Vztrajnosti pa pri glasbi zelo, zelo pomembna. Kdo se je vadil, kaj ve, da je glasba zelo dobra za trening vztrajnosti, za tudi za druge stvari. Ampak tam je pa na vrhu. Tako da se tudi malo igram. V tem romanu zdaj bom malo ne tudi razmišljal, probam, ker me vedno jezijo. Ampak se možeš že zgradbo zelo glasbeno. Nisem zdaj od tega se zmislila, ampak to je bilo tako že ta prvi knjigi, a ne jasno. Tako da, a si bereš, ali si bere pa tudi na glas? Ja, skozi na glas berem, vse. Celo dober je, no, to je čisto tako moje mnenje, zdaj ne moramo, ne, ampak da človek bi bral vse potih. Potiha pa na glas, ne, ampak ne mora, zdaj v javnem prostoru brati, ampak da se slišiš, ne. Jaz tudi, če sem v lokalu, bomlam tam sam sabo. Tudi boljše, ne, ker potem druge ne slišiš. Mi smo se odvadili, mi imamo ta tihi način, ni najboljši. Tihi način je tako, moš imeti. Jaz ga nisem nikoli, ne, tudi ko sem se učil vse na glas. Različno tonaliteto, ne, in tako naprej, ampak je tudi fajn, si slišiš samega sebe, koliko si sposoben govoriti. No, saj vsi veste, ne, od Gregorja Velikega se bere še potih, ne, zaradi intimnega branja, kot. Prej se je pa 3000 let bral na glas. Tako da jaz zagovarjam branje na glas. Tudi moč, besedo čutiš, ne, pa zven, pa tako naprej. Pa vsak ima svoje izgovorjavo na glase, ne, dobro, jaz sem primorc, moče se ne čuti, ampak kdor bi bolj bil natančen, imam določene izgovorjave napačne. In nekdo kaj popravi, pa sem mislil, ne, on popravi, mi je lepši vna. In to posebnost, a pa tudi individualna posebnost, ti, ki narobe naglašuješ. In semaforom, ko ne vem, pa prav. Recimo, da sem se spomnil. Tako da je branje na glas, ali pa šepetaja, recimo, če si nekje v javnem prostoru, je sigurno fajn, pa bolj. Glasba je pa nekaj, kar mora biti na glasno, tako da gre skupaj. A zaključimo počasno, da bomo predolgi? Da bomo predolgi, ja. Ja, najlepša hvala vsem za poslušanje, za priložnost, Sarjevar, tebi za zelo zanimivo odgovore. Hvala tebi za pogovor. Vam pa tudi, ko ste si vzeli čas, pa me prišli poslušati. Hvala.